Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na tekmi 6. kroga drugega dela tretje slovenske košarkarske lige. Pomerila se vodstva ekipi žoltskih trotov in Postojne. Predstavitev gostov, kapetan številka 10, Luka Šantel, 4, Jakob Rektor, 5, Gabriel, 6, Boris Šventik, 7, Andrej Čančič, 9, Luka Latov, 11, Jure Mikelčič, 12, Tina Vidmar, 15, Jure Mišič, 31, Andrej Kozavljevič, trener Viki Kloha, uradni predstavnik Predrag Milovič. Žoltski troti, kapetan številka 14, Bojan Rivec, 1, Božo Daj, 3, Čas Kristič, 8, Alicijan, 17, Alen Kovač, 12, Luka Erling, 25, Redi Aničič, 26, Simon Gorenc in 35, Žiga Vertič, trener Luka Vitak, uradni predstavnik Marko Pavec. In še predstavitev uradnih oseb, prvi sodnik Jaka Kos iz Žolnate Brezovici, drugi sodnik Jure Korošec Crkve na Dolenjskem in komisar Roman Brežman iz Begun na Dolenjskem. Kaj uči spomin, kaj tega krila to visi, kar ponosa spet pred rami, izgubljeno pet med nami, ko stojimo z ramo v rami, ni več meja, kot novi, čakajo na nas. Kaj pomeni boj, daj da ti ti za svoj obstoj, bez nikarjev ne zamaje, crne vine, ki nam daje boj, da gremo brez predaje, ni več meja. Med nami lepo pozdravljamo tudi gospoda Borisa Pluta. Da so košarkarji novomeškega kluba Žoltasti troti v 19 tekmah kar 17krat zmagali v letošnji ligi in le 2krat klonili, ampak o tem mogoče nekoliko kasneje. V uvodu poglejmo obe postavi. Za domačine, za trote bodo zaigrali Bor Šteblaj, Črt Ristič, Benjamin Drenik, Matic Janc, Alen Kovač, Luka Derling, Bojan Krivec, ki je tudi kapetan, star znanec novomeške košarke, Nejč Šteblaj, Simon Gorenc, Žiga Verbič, trener novomeške ekipa je Luka Mitak. Še enega smo spustili, Veldin Aličin, ki nosi številko 25. Za Postojno pa danes v Novem mestu nastopajo Jakob Renko, Nini Gabriel, Boris Čretnik, Andrej Čamđič, Luka Vadnov, Luka Šantel, Jure Mihelčič, Tine Vidmar, Jure Mišič in pa Matej Milosavljevič. Trener postojnske ekipe, lahko rečemo kar po domače, tudi znanec novomeškega občinstva je Predrag Milovič, ki že kar nekaj časa tudi sedi, kot rečeno, na klopi postojnskega moštva. Zanimiva tekma ene in druge ekipe, kot rečeno, Novomeščani so v 19 tekmah 17krat zmagali, doživeli le 2 poraza in to v prejšnjem krogu proti Hrastniku, bilo je 86 proti 84 in enkrat proti v sami ligi proti Gorenji vasi 86 proti 61, to je bilo v Poljanah, no potem pa recimo temu revanš v Novem mestu, ko je Gorenje vas dobesedno
izredno počepnila tukaj v dvorani Livada proti Trotom 100-64. No, podoben skor rezultatov imajo tudi Postojnčani, vendar nekoliko slabši. V 19 tekmah 14 zmag in 5 porazov. Tako eni kot drugi se borijo za vstop v drugo slovensko košarkarsko ligo, s tem, da je Postojna na zadnjem mestu šesterice klubov v skupini za prvaka. Troti pa so z najboljšim izkupičkom točk 13 na prvem mestu. Drugi je Kalcit z 12 točkami, še točnikom manj ima Hrastnik, potem pa sledijo Tolmin, Slovan in pa Postojna s po 9 točkami. Vsak trenutek se bo tekma začela, do samega začetka nas loči še slabe pol minute. No, v tej prvi četrtini ob meni sedel tudi legenda novomeške košarke Matjaž Smodiš, ki bo pomagal pri samem komentiranju pa dogajanju na parketu, predvsem pa najbrž v tem uvodu nekaj besed, Matjaž, o sami ekipi. Žoltasti Troti, zakaj, kdo so, kako so se dobili skupaj in praktično kako so odigrali letošnje prvenstvo. Prvo sezono v tretji ligi pa so že na pragu druge. Očitno je na novem mestu dovolj talenta, znanja, košarkarjev, da očitno brez problema se sprehodimo tudi čez tretjo ligo. Fantje so navdušili smo sami sebe, presegli sami sebe z rezultatom, je bil pa prvi cilj recimo letošnje sezone vzpostavitev mladinskega pogona, ki je nekaj ponuja za sploh igranje v tej tretji slovenski ligi. Tako da nas trenutno situacijo v klubu zelo veseli, s tem v bistvu nam fantje sami dajo neko dodatno obvezo za prihodnost, tako da v bistvu imamo veliko sladkih težav za prihodnost. No, vsekakor lepa poteza. Pomembno pa tudi to, praktično zgolj eno leto igranje v četrti ligi, ste že praktično napredovali v tretjo in ste na pragu, kot rečeno, druge. Gre pa zgolj za, recimo temu, amaterje, pa nočem nikogar žaliti karkoli, ampak fantje niso profesionalni športniki, ampak igrajo košarko z ljubeznijo, recimo temu. Sigurno se naziv amaterji je pravilen naziv, kajti nihče od teh igralcev ne igra za denar, vsi igrajo, bom rekel, za neko rekreacijo, za dušo, zase, za mesto, za klub, za okolje, v katerem živijo, bivajo, iz katerega prihajajo. Tako kot sem naprej rekel, očitno kvaliteta vseh teh šolanih in nešolanih igralcev, ki so nekako produkti divje lige in velikega zelenega novomeškega kluba, dovolj močna, da se sprehodi čez trenutno četrto in tretjo slovensko ligo, kar je za nas veliko presenečenje, veliko hvala. Tako kot sem rekel, zadeve mogoče je treba postaviti od samega temelja oziroma postaviti boljše temelje, da se bo lahko računalo tudi na bodoče rodove, da bomo imeli manjši klub v novem mestu, kjer bodo vsi tisti, ki ne bodo uspeli igrati v velikem zelenem, dobili priložnosti. Nastopiti v malem rumenem klubu novomeške košarke, tako ste dejali, da se pravzaprav imenujete, ne? Imate pa tudi trdnjavo in to je tale športna dvorana na Livadi. K sreči obstaja v Novem mestu tudi družina Medle, ki je pripomogla s to infrastrukturo in dala priložnost tako ekipi kot mladim športnikom, ne le rokometašom, tudi drugi se družijo pod to streho. Mislim, da je občina, župan in cela športna javnost oziroma novomeška sredina lahko presrečna, da obstaja tak uspešen podjetnik, kot je družina Medle, oziroma da obstaja take firme, ki so sposobni skrbiti tako dvorano, in uspeti tukaj vse vrste rekreacije, rekel, amaterski profesionalizem, kar se tiče košarke. Jaz sem presrečen, da je pač
prišlo do tega kontakta še z mano oziroma do tega spoznanja z družino Medle in da smo danes tukaj in v bistvu se kažejo lepa prihodnost in lepi časi novomeške košarke, torej vse pohvale družini Medle za trud, vložek in tako naprej. Če pogledava mogoče na parket, prva petorka novomeških košarkarjev je Črt Ristić, ki je tudi najboljši strelec ekipe, potem pa Luka Derling, Simon Gorenc, Žiga Verbič in pa kapetan, lahko rečemo starosta, all-timer praktično, Bojan Krivec, ki je igral tudi v zeleno-belem dresu, kjer se je kalil, prišel do kar nekaj naslovov, ne, skupaj s svojo ekipo, sedaj pa svoje znanje in pa požrtvovanost prenaša mlajšim košarkarjem rumeno-belih, torej košarkarjem Trotov. Izredno pohvaliti. Mi smo bili presrečni, ko smo ga uspeli prepričati, da bo še za nas vrgel na parkrat na koš, da ne bo igral samo v divji ligi oziroma da ne bo nastal na tisti rekreaciji za dušo, ampak da se pridruži tej naši zgodbi Trotov, malega rumenega kluba. Leto kasneje se je pridružil še Črt Ristić, prišel je Simon Gorenc, se pravi praktično vsi novomeščani, najbolj izkušeni, kar smo jih lahko najbolj v tistem trenutku. Pričemu se je res odvila ena lepa zgodba, res pravi veteran, mentor ostalim. Od njega mislim, da se lahko igralci veliko naučijo, predvsem ti mladi. Upam, da bo Bojan še vrsto let neumorno metal takole rekreativno na koš po tehle nižjih slovenskih ligah in bil učitelj in mentor vsem bodočim igralcem. Ja, hudiča, Matjaž, tem nižjim ligam. Na pragu druge lige ste, ne, in s tem morda še korak bližje tisti, lahko rečemo, dodatni in mogoče nekoliko večji organizaciji, čeprav tudi danes, ko sem prišel na tekmo, sem opazil, da praktično že pred samo tekmo vse štima. Tudi sam medijski krožek šolskega centra Novo mesto, treba jih je pohvaliti, saj so pripravili danes tale prenos že pred 14 dnevi prvi, ne, danes drugi in prepričan sem, da čez 14 dni še tisti tretji, ko bo zadnji krog lige za prvaka in ko bomo tukaj aplaudirali novim drugoligašem. Najbolj bi pohvalil lepo potezo Luke Derlinga, ki mislim, da z enim proti napadu, vse podpornike, ki se redno zbirajo v športnem centru Livada. Res je, medijski krožek na šolskem centru nam omogoča tole lepo, da bi rekel, dogodivščino oziroma lep dodatek na celo zgodbo, da se lahko v teh par zadnjih domačih tekem gledajo naši podporniki tudi na live streamu. V enem se moram zahvaliti tudi komentatorju današnje tekme. No. Zgodba se res lepo odvija, očitno smo na pravi poti, treba se nadaljevati. Upam, da bomo uspešno zaključili današnjo tekmo, partije tako zunjene sedme zmage, drugo delo, s tem nekako že na veliko odprli vrata v drugo ligo. Res tista zadnja tekma doma proti Slovanu. Tihi cilj je nekako zmagati in biti prvak, dvigati tisti pokal. Je to realno, ne, vedel, ampak zaenkrat je vse skromni, odigrati še te 3 tekme do konca, dati vse od sebe. Upamo na dober izhod in res proslavo ob v bistvu zgodovinskem trenutku za tako malega. No, poglejva še na parket, minuto odmora na zahtevo gostujoče ekipe. 12-4 vodi ekipa Trotov na polovici prve četrtine, ampak Matjaž, prvo in drugo mesto v tretji ligi vodita v drugo, ne? Res je, te lige za prvaka se vrstita prve 2 ekipi. Trenutno smo na prvem mestu in imamo 6 zmag. Po nekih kalkulacijah oziroma po lestvici smo nekako iztolmačili zadevo, da pač zna biti dovolj že 1 zmaga, 2 bosta pa 100% garancija, da se uvršimo v drugo ligo. Tako sem rekel, in s tem obilica nekih sladkih težav. Upamo, da bomo temu kos tako finančno kot organizacijsko. Treba se bolati pogovarjati z igralci, nek zaključek pretekle sezone in pač postaviti cilje za prihodnost.
Zanimiv je tudi pogled na tribuno dvorane Livada, ki je polna, res da sprejme tam morda 300-400 gledalcev, recimo temu, ampak kakorkoli, roko na srce, mnogokrat se je v tej sezoni zgodilo, da je na tekme trotov prišlo več gledalcev kot na tekme košarkarjev Krke, ki igrajo v prvi slovenski ligi in drugi ABA ligi. To je sigurno ena velika zahvala spet za družino Medle in vse sodelujoče v tej zgodbi, da je pač Trdnjava na Livadi postala nekako stalnica novomeških košarkarskih navdušencev. Verjamem pa, da se bo zgodba v Krki tudi popravila po temle naslovu druge ABA lige in v bistvu fantastičnem odigranem Final Fouru, si tudi oni zaslužijo sigurno bolj bučno podporo. Iskreno pa lahko povem, da upamo na bolj konkretno sodelovanje v prihodnosti tudi z velikim zelenim klubom. Mislim, da je tako prav, da je pravilno, da je dobro za panovo tako mehnem okolju in edina prava pot skupno sodelovanje. Kar nekaj povezav med prvo in pa tretjo ligo, ali pa recimo med Novomeško Krko, Postojno in pa ekipo Trotov je zadnji krog bodo Troti igrali s Slovanom. Slovan je vrsto let nazaj kar precej sivih las povzročal tudi Novomeški Krki, tudi takrat, ko ste vi igrali za Novomeščane. Bil je nekakšno valilnica Olimpije, recimo temu, ne? Potem pa se je marsikaj spremenilo, ampak sedanji prvi trener Novomeške Krke, Simon Petrov, je bil nekaj časa tudi trener Slovana. Ja, res je, pač Slovenija je majhna, košarkarska Slovenija je še manjša. Klubi imajo težave, kar nekaj jih je pokleknilo oziroma grejo skozi težavnostno obdobje, tako organizacijsko kot finančno, ker je veliko lažje uspeti v današnjih časih oziroma sestaviti pozitivno zgodbo. V bistvu velika čast za vse naše košarkarje in za naš klub, da smo odigrali prvo tekmo v enem od hramov slovenske košarke, se pravi šli na Slovan in pa zmagali. V bistvu Kosovci iz Postojno, ki je vrsto let že stalnica v slovenski košarki, je tudi svojevrsten izziv. Zadeve nas bojo vedno povezovale in mislim, da je to edini pravilni način in prava pot, da klubi si med sabo pomagamo. No, pa smo še pri Postojni, tudi Predrag Milović ni neznanec v Novem mestu. Mislim, da sezono in pol celo je sedel prav takrat, ko je Novomeška Krka potrebovala človeka, pa ga ni bilo. Predrag Milović je prišel. Sedaj sedi v Postojni in vodi ekipo proti Trotom. Košarkarska Slovenija je še manjša kot geografska Slovenija. Predrag je bil že je trener, okusil veliko skozi, trenutno najde svoj prostor pod košem, da ne rečem pod soncem v Postojni. Očitno delajo dobro, so v vrhu tretje lige, imajo kar nekaj mladih igralcev na igrišču in mislim, da je to na tak način vrnitev na pota stare slave. Sedaj pa še enkrat skok na parket, lepo trojko smo videli pred tem Črta Rističa, ki je pri svojih 5 točkah, pa sedaj le še Krivec, 19 proti 4, 15 točk prednosti novomeških košarkarjev, žoltastih Trotov, slabe 3 minute pred koncem prve četrtine. Če nekako strneva dogajanje v tej prvi četrtini tega trenutka, domačini Troti, vaša ekipa dobesedno do tega trenutka kontrolira potek na parketu, ne dovolijo Postojnčanom, da bi se razigrali, pokrivajo prostor pod enim in drugim obročem, tudi nekaj lepih protinapadov smo videli, enega oziroma dva, pa tudi meti iz razdalje so krenili. Je to ta igra, ki krasi Trote? Ja, definitivno. Mislim, da smo več kot korektno že odigrali obrambo v prvi četrtini. Dovolili smo nasprotniku vsega 4 točke. Iz teh dobrih obramb rečemo hitre protinapade, ker dosegamo kar nekaj lahkih košev. Videli smo moj strah za
Zaenkrat vse dobro, upamo, da bo spet. No, današnjo tekmo sodita Jaka Kosi iz Loga pri Brezovici in pa Jure Korošec iz Cerkelj na Gorenjskem. Nimata pretirano veliko dela. Zanimivo, nekako če primerjamo tele vse slovenske lige, pa tudi mednarodne tekmovanja, to, da se v tretji ligi res igra košarka. Do tega trenutka zelo malo prekinitev, po 3 osebne napake na vsaki strani po 8 minutah igre. Se pravi, gre za čisto igro. Ja, verjamem, da če bi bila pristojna, bom rekel, v vrhu oziroma še v igri za nastop v drugo ligo, da bi bila to druge bolj napeta tekma oziroma čvrsta moška in bi padali tisti grobi kontakti že od samega začetka. To bo Postojna brez teoretičnih možnosti za uvrstitev naprej. V takem lepem sončnem dnevu verjetno so si vzeli to lepoto Novo mesto kot en izlet in lažji trening, vsaj sodeč po 8 minutah tekme. No, Postojna je šele s tole osebno napako izpolnila bonus, dodatni prosti met je bil to za Trote, sicer pa izid 21-4, le 2 oziroma 3 osebne napake novomeških košarkarjev. Kaj bi bilo potrebno izpostaviti pri igri Trotov? Na kakšen način igrajo? Kje je tista prednost te mlade rumeno-bele ekipe v primerjavi z ostalimi? Z košarkarskega vidika, z vidika košarkarja, profesionalca. Naša največja moč sta sigurno 2 super veterana, ki sta preigrala razne lige in sta motor in glava ekipe, se pravi Bojan Krivec in Petr Ristič. Njihove izkušnje in znanje sta neverjeten plus v primerjavi z ostalimi ekipami. Jaz verjamem, da bi oba brez problema, če bi bila v treningu, če bi bila pod neko pogodbo še dan danes, ko je igrala prvo slovensko ligo, da ne rečem tudi za kakšen klub v tem Euro Challenge ali Ulebu, oziroma igrala vidno vlogo v nekem večjem klubu srednjega ranga, srednjega evropskega ranga. Mi smo res presrečni in se zavedamo njihovih vrednosti, upamo, da bosta ostala tudi naslednjih sezonah z nami. Matjaž, če sem še en lep koš Trotov sedajle, če sem nekoliko provokativen na to, zaigrala v kakšnem večjem klubu. Kdaj je klub velik? Troti so velik klub, vsaj po duši. Se strinjam, v sredini, v kateri funkcioniraš, živiš, delaš, ti določa, ali si velik klub ali nisi. Ena velika zgodba, mala zgodba, ki se je prevelila v velik uspeh in smo v tem trenutku velik klub za svoje okolje, za svoje razmerje, za svoje sposobnosti konec koncev. Klub postane velik, ko doseže velike rezultate, napredovati odlična poteza Matiza Janca, napredovati 2 ligi v 3 letih je velik uspeh. Kako igra, kako se to odvije, če se to zgodi enkrat, je to mogoče muha ena dnevnica, takole pa ker že drugo oziroma tretje leto ponavljamo uspehe. Mislim, da smo tako imenovani mali veliki. Matjaž, ob samem začetku tekme ste dejali, z uvrstitvijo v drugo ligo se bomo morali usesti pogovoriti. Kaj pravzaprav druga liga organizacijsko, tako za klub kot za igralce prinaša? Kaj je drugačno od tretje lige? Odlična blokada. Največji problem jasno so finance. Prvo vprašanje, ali bomo sposobni zbrati dovolj denarja, da merno odpeljemo sezono do konca. Naslednji korak je strokovnega pomena, število kvalitetnih igralcev, posledično treniranje, kolikokrat na teden lahko treniramo, kajti vemo, da vrh druge lige je nekaj povsem drugega, ali pa že zgornja polovica druge lige nekaj povsem drugega kot tale tretja. Treba biti fizično pripravljen, redno trenirati, taktično usposobljen, zato se bo treba kar resno pogovarjati. Večina igralcev, koliko so sploh sposobni, pripravljeni uložiti oziroma resno trenirati, da se ta druga liga oziroma napredek vzame resno in kaj je sploh cilj. Povsem po domače, koliko v primerjavi s tretjo je druga, oziroma tako ja, druga liga dražja? 70 tisoč evrov, letošnja sezona članska je se dala speljati 30-35
Kar lep zalogaj. Se pravi podvojen znesek v primerjavi s to. Prva ocena. Bo pa seveda tudi še nekaj nepravilnih stroškov, tako da treba res dobro premisliti in pogledati, kaj je realno, kaj je nerealno. Prva četrtina je za nami, Matjaž 28, 26, 22 točk prednosti Trotov pred Postojno po samo 10 minutah. Trda prede Postojni. Torej, malo oddiha, minutka ali dve, potem pa skok v drugo četrtino 8. kola, zaključka, lahko rečemo, tretje košarkarske lige oziroma lige za prvaka, skupine za prvaka. S tako igro mislim, da bo že danes jasno, da grejo Troti v drugo ligo v sezoni 2018-2019. Can't cross it without thee. I need the fire in your lighthouse to guide my way. It's easy to get lost without a sound, and heavy rain and thunder abound. And I'm just a shipless sailor looking for some ground. Cold as the water. Zahvaljujemo se tudi vsem sponzorjem. Ja, začela se je druga četrtina tekme 8. kola v skupini za prvaka tretje slovenske košarkarske lige. Tukaj v Trdnjavi Livada med Troti in pa Postojno. Prva žoga je tolej za Postojnčane. V prvi četrtini smo gledali zanimivo, dinamično dogajanje na parketu. Sedaj le pa Postojnčani začenjajo s trojko. Jure Mišič, njegova 5. točka je to, sicer prva trojka tega košarkarja. 9-28 vodijo Troti, ki so tudi v napadu. Nekaj lepih potez, lepih blokad, 2 lepa proti napada in pa tudi same igre ter pokrivanja prostora pod obema obročama smo gledali. Lep met, sedaj le tamle Bor Šteblaj neopaženi pod obročem, pričajo do prvih točk. 30-9, 21 točk prednosti novomeške ekipe. No, kot rečeno, ekipa, ki je nastala iz povsem amaterske ekipe, ki je nastopala v novomeški rekreacijski ligi in sedaj le v praktično 3 sezonah po tem, ko je igrala v 4. slovenski košarkarski ligi, sedaj le že na samem pragu druge slovenske košarkarske lige. Boris Čretnik je predtem zadel za Postojno svojo 5. točko, 11-30 oziroma 30-11 pa je izid v korist Trotov. Ob meni sedaj le Robert oziroma Robi Medle, eden tistih v družini Medle, ki je največ gonilna sila in tisti, ki pravi, dajmo še malo stisniti, in je tudi dejal, dajmo priložnost novomeškemu športu, namenimo mu še en objekt in dvorana je dvorana ni bila ravno zgrajena samo zaradi Trotov, ne, je pa se zadeva čist poklopila, tako da dejansko ja, je neke vrste Trdnjava trotovska. Dvorana sama je več namenska, namenjena predvsem rekreaciji. Seveda smo uspeli tudi pridobiti nekaj vrhunskih ekip, bom rekel vrhunskih profesionalnih ekip, da upravljajo treninge tudi pri nas. V glavnem pa najbolj živi dvorana v popoldanskih časih, ker je večina uporabnikov rekreativcev. Kje je ideja, zakaj ste se odločili zgraditi to Trdnjavo na Livadi, to športno dvorano? V Novem mestu zaenkrat še primanjkuje športnih prostorov in ker smo imeli na tej strani
strska dišni prostor, ki je pravzaprav bil potreben ali temeljite prenove ali porušitve. Smo se odločili, da pač nekaj naredimo iz tega in stala je ideja, da gremo v neko gradnjo večnamenskega objekta, ki bo morda športni, morda pa skladiščni objekt. No in boljša gradnja pod koncu, bolj smo nekako začutili, da bi bil športni objekt boljša priložnost. In tako smo še ne leto dni nazaj, dokončno se odločili, da bo to športni objekt in imeli že junija lansko leto otvoritev. Lepo, treba pa priznati tudi to, da v bistvu cela družina Medle živi športom. Tudi vaši otroci so športniki, otroci vašega brata. Ja, dobro, šport je vsekakor sestavni del naše družine. Vsi se trudimo po najboljših močeh športno živeti. Nismo neki, bom rekel, rezultatsko naravnani športniki, ampak ja, mlajši sin trenira rokomet, starejši zdaj bolj se posvetil fitnessu, jaz pa žena pa tudi rekreirava kar zelo pogosto, ja. Doma ste bili, lahko rečemo, tudi v plesu, v hip-hopu, lahko rečem, od brata, ne? Aha, ja. Ampak hočem povedati to, da pač kompletna širša družina živi športno. Ja, seveda, tudi pa ne smemo bratovo družino pozabiti, tudi oni so seveda ščije, hip-hoperja. Starejši sin je ustanovni član Trotov. Ja, šport je zelo tesno povezan z nami. Že sam Matjaž je dejal, mali rumeni klub novomeške košarke, ki igra v trdnjavi Livada. In ta trdnjava Livada v vseh 19 krogih letos, kar se tiče košarke, ni niti enkrat padla. Hvala Bogu, ja. Hvala Bogu. Jaz res mislim, da fantje se očitno dobro počutijo noter, kar dejansko igrajo v tej dvorani res igrajo vedno dobro. Ob košarki, kot rečeno, tukaj tudi rokomet, mislim, da tudi namizni tenis ob seveda rekreativnih dogodkih in pa sami rekreaciji, ki se, kot ste sami dejali, dogaja popoldne. Ja, pravzaprav vsi športi so zaenkrat tukaj, se pravi odbojka, badminton, košarka, nogomet, zaenkrat pa rokometa še nismo, čeprav imamo zarisana igrišča. Rokomet ima en mali problemček, to je smola in zaenkrat ni potrebe in nimamo neke želje, da bi pač gostili rokometaše. Morda pa tudi v prihodnosti. Je pa interes po dvorani najbrž velik? Ja, vikendi so kar precej zasedeni, popoldnevi pa večeri pa čist dejansko to zimo smo bili zelo veseli z obiskom in lahko rečem, da se dvorana zelo lepo pokriva stroški, ni tukaj neke bogatije, ni zaslužka, ampak bom rekel, sredstvo se nabere za sprotno vzdrževanje in za amortizacijo, kar nam je čist dovolj. Robi, hvala lepa za vse te informacije in pa hvala lepa predvsem v imenu novomeškega športa za ta prekrasni športni center Livada, trdnjavo Livada. Hvala, lep pozdrav. To je bil torej Robi Medle, minuta odmora pa na zahtevo domače ekipe. Robi oziroma Luka Mitak, trener Trotov, je vzel minuto odmora pri izidu 35-17 za Trote na polovici te druge četrtine. 5 minut torej do konca prvega polčasa, 35-17 vodijo Novomeščani, ohranjajo tisto svojo lepo prednost 20-21 točk in so tudi v napadu sedaj lepo Črt Ristić. Oziroma, ja, tako Črt Ristić, njegova druga trojka, sicer pa ne, tretja trojka, njegova 13. točka je bila tole že do tega trenutka. Postojnčani sicer v novem napadu. Lahko rečemo, da je Novomeščanom ekipi Trotov uspelo ohranjati oziroma uspeva ohranjati tole razliko, pa še ena lepa pridobljena žoga pod obročem v napadu, torej Novomeščani in pa zadetek Trotov, zadev pa je, ja, številka
25, to je Hudimana, ravno tisti košarkar, ki mi je potem pobegnil s seznama novomeške ekipe. Treba priznati, da se sicer tudi Postojnčani, ne glede na rezultati, no se skupaj dobro borijo, se ne predajajo. 23 točk prednosti novomeške ekipe, ki je sicer v napadu. Veliko, praktično vse žoge pa grejo preko rok Črta Rističa, če je v igri pa še Bojan Krivec, pa praktično tudi preko njega. Še en met z razdalji za 3 točke. Črta je bil tole, ampak tokrat žal neuspešno. Žoga je pristala v rokah postojnske ekipe, ki bo poskušala zmanjšati to visoko prednost Novomeščanov. Že v uvodu sem dejal, 19 tekem je bilo do tega trenutka tako za eno kot za drugo ekipo. Novomeščani imajo izid 17-2, 17 zmag, 2 poraza, Postojčani 15-4 in seveda na prvem mestu v skupini za prvaka so Toroti prvi, Kalcit je na drugem mestu, Hrastnik je tretji, Tolmin četrti, Slovan, ki bo z novomeško ekipo, z ekipo Trotov odigral v zadnjem krogu, je peti in Postojna današnji nasprotnik Novomeščanov na zadnjem 6. mestu. No, Novomeščani se bodo naslednji teden, natančneje 14. aprila, pomerili v gosteh proti Tolminu. Tekma 21. aprila pa bo prav tako ob 19. uri tukaj v Trdnjavi Livada. 40-19 je že prednost novomeške ekipe. 3 minute, slabe 3 minute pred koncem prvega polčasa, pa še enkrat lep skok tam Luke Derlinga. Prišel je do odbite žoge v igri ponovno tudi Bojan Krivec, ki je potem Derlinga že v protinapadu hitro zaposlil. Žal Derling ni bil natančen, žoga preko obroča v roke postojnskih košarkarjev do Jure Mišiča, ki pa je takoj poslal svojo ekipo v napad. Troti pa so bili že globoko postavljeni v obrambi. No, z novim košom zaključuje Matej Milosavljević, to je njegova 8. točka. Izid pa 40-21. Po dolgem času so Postojnčani ponovno prišli pod manj kot 20 točk razlike, 19 točk v tem trenutku, 40-21 za Trote, ki so izgubili še eno žogo, sedaj pa poskus za 3 točke. K sreči žoga ni šla skozi obroč. Andrej Čamđić je bil tole, ki je poskušal z metom z razdalje, ni zadev. In potem v obrambi dobro Novomeščani, ki sedaj snujejo nov napad preko Krivca. Ta je žogo lepo poslal na desno stran, pa potem ponovno prenos igre na levo do Alena Kovača, ki pa je zgrešil tablo, žoga je šla v out in to bo napad za Postojno. Nova menjava pa pri Postojni, iz igre gre Mišič, v igro pa Jakob Renko. No, kot rečeno, nekako je padla sedaj pozornost v teh zadnjih 2 minutah druge četrtine Novomeščanom. Dobili so priložnost tudi nekateri drugi igralci, praktično čisto vsi si bili do tega trenutka na parketu in seveda prednost je res taka, da se lahko trener Luka poigra tudi s kakšnim manj, recimo košarkarjem, ki ima manjšo minutažo in seveda stopi na parket ter pridobi izkušnje in pa predvsem tisti občutek igre pod obema obročama. Še en izgubljen napad novomeške ekipe. V napadu Postojnčani, ki pa k sreči tudi niso tako natančni, da bi s 3-4 zaporednimi napadkami tole prednost v tem trenutku 19 točk uspeli še znižati. Sedaj tam borba pod obročem med Gorencem in pa Gabrielom, uspešnejši sicer Gabriel, če sodimo potem, kajti Gorenc je ob tej obrambi dobil osebno napako. Nini Gabriel, 180 cm visoki košarkar za Postojno proti našemu novomeškemu, lahko rečemo, Gorencu. Simon Gorenc, ki pa je 4 cm oziroma 5 cm višji, 193 cm meri ta košarkar, ki je dobil v prejšnjem postojnskem napadu tudi osebno napako. To je njegova prva. Pri Novomeščanih 3 osebne napake. Luka Derling, potem pa uspešen Vadnov za
Postojno. Luka Vadnov, 4. točka tega košarkarja, 40-24 vodijo Troti, 16 točk prednosti novomeške ekipe, ki je bila v tem prvem polčasu že 22, no sedaj pa tam borba pod postojnskim obročem Simona Gorenca in dveh postojnskih košarkarjev, ob te pa osebna napaka nad Gorencem. In Gorenc bo imel zaradi poskusa meta na koš 2 prosta meta. Šele prva osebna napaka, zanimivo, Postojne v tej drugi četrtini, medtem ko so Troti naredili 3 osebne napake. Relativno malo osebnih napak na današnjem srečanju, lahko rečemo, kar je, kot smo že dejali, tudi v uvodu pri pogovoru z Matjažem Smodišem. Res, da tudi razlike v sami kakovosti lahko vidimo, kar se tiče rezultata, govori v prid to lepa košarkarska predstava, igra, ki teče. Oba prosta meta je Gorenc zadev, skupaj njegovih 6 točk. Izid pa 42-24 plus 18 za Novomeščane. Eden zadnjih napadov je tole, kajti Postojnčani imajo tole žogo lahko do konca prvega polčasa oziroma do konca tele druge četrtine, ki jo lahko rečemo, no ja, ne bomo dejali z lahkoto, ampak prepričljivo dobivajo Novomeščani, košarkarji žoltastih Trotov v tem trenutku 42-24, 4 sekunde oziroma 3 sekunde in pol do konca tega prvega polčasa. Pred koncem še menjava tako na eni kot na drugi strani. Pri Novomeščanih v igro Ristić, pri Postojnčanih pa bo vstopil v igro Boris Čretnik. 2 prosta meta bodo imeli postojnski košarkarji, sedajle košarkar številko 6 oziroma ne, košarkar številko 7 je to Andrej Čamdžić, ki pa prvič ni bil uspešen, ostal mu je še en prosti met. Ne ravno danes najbolje strelsko razpoloženi košarkar, ima pa že eno, ne, brez osebnih napak, se je pa upisal med strelce s tem drugim prostim metom in prvi polčas se končuje z izidom 42-25 za Trote plus 17 točk za novomeško ekipo pred nadaljevanjem, torej 17 točk prednosti imajo Novomeščani pred nadaljevanjem tele tekme. Največ točk pri Krki pa Črt Ristić, kar 13, dosegel je tudi 3 trojke in čez slabih 10 minut bomo nadaljevali seveda z samim dogajanjem na parketu športnega centra ali pa trdnjave Livada. Tekma med Troti Postojna, ponovimo še enkrat, po 2 četrtinah Troti vodijo 42-25.
daj. Samo zato, da bi lahko še kdaj. Lahko da sem sam, ali si kje ti, med množico ljudi, ujeti, lahko da bežim, tako se tebi tudi zdi. Kam sam pojdi, ni potrebe, da bi si kdaj še lagal, kako lahko bi prišel kmalu in da ne bo me domov. Povem že prej, danes je jutro za mene, čaka me zdaj in to je ta noč. Da bi si kdaj še lagal, kako lahko bi prišel kmalu in da ne bo me domov. Povem že prej, to je moje življenje, briga te. Samo zato, da bi lahko še kdaj. Samo zato, da bi lahko še kdaj. Lahko da si tam, zakaj naj me posram, nikoli nisem sam. Ob tebi lahko da stojim, tako se mi tudi zdi. Kam gre mnogo ljudi, ni potrebe, da bi si kdaj še lagal, kako lahko bi prišel kmalu in da ne bo me domov. Povem že prej, danes je jutro za mene, čaka me zdaj in to je ta noč. Da bi si kdaj še lagal, kako lahko bi prišel kmalu in da ne bo me domov. Povem že prej, to je moje življenje, briga te. Ni potrebe, da bi si kdaj še lagal, kako lahko bi prišel kmalu in da ne bo me domov. Povem že prej, danes je jutro za mene, čaka me zdaj in to je ta noč. Da bi si kdaj še lagal, kako lahko bi prišel kmalu in da ne bo me domov. Povem že prej, to je moje življenje, ni potrebe, da bi si kdaj še lagal, kako lahko bi prišel kmalu in da ne bo me domov. Povem že prej, danes je jutro za mene, čaka me zdaj in to je ta noč. Da bi si kdaj še lagal, kako bi prišel kmalu in da ne bo me domov. Povem že prej, to je moje življenje, briga te. Hallo psiho, kaj je? Men se ti da cajten človek prepisa tekste, pite rihtat stari moj. V glavo nisi zdrav, veš da boš do konca tako stol. Ja, kako ti folk, sajko bog poberal kakce, filov kante. Veš da sam drag selekta, mojega stranja ne poznate. Gama drag minera ne podpirate lokalne. Kuda moram resetirati po možgane. Doktor Sajk, lobotomija je za džabe. Na baci majke se ceravam lobanje. Meči, koj kurac se dešava. Užasni strava, z dolga mesta glava. Spikrve nasajal še sa glav. Brihtih ne čujejo me dripci. Jaz obrnem listin, spišem freaky dick shit. Po tej besedo please, podperi street. Razumevanje in znanje, skupaj smo kasit. Kako ti? Kako ti, no mest, kako ti? Kako ti, no mest, kako ti? Kako ti, no mest, kako gaja? Kako ti, no mest, kako gaja? Kako ti, no mest, kako ti? Kako ti, no mest, kako ti? Kako ti, no mest, kako gaja? Kako gaja? Kako ti? Kaboom! Radio Merc, M-Vers, Blum, Data Mike, some typhoon, rap, bike, krune, Mike, cool, big papa, pušu san, asa. Ta vata nema bog, brata, ča bles. Ustvarjalca ka gradi, ka godi, ka živi, da naredi, zaludi, da godi, da dogaja. Za hip-hop respekt daja, kup plate, karte na koncerte hod lajat.
What up, beton, rap, kamen, spet šamara, majmune v kravatah, po kepi, te raperje v srajčkah, fucked up, ujav, žmokne spike, čez speaker delim plekar, street rap, rap, publiko bato, ne pa več ponud za vite, ka naročil za plato, in mesto rap, narod, možganov in rok, din, slik, krik, rad, korik, rod, peši, kagodi, no, mest, kagodi, no, mest, kagodi, no, mest, kagodaja. Začetek tretje četrtine po dveh. Lep pozdrav še enkrat športnega centra Livada, kjer bomo vsak trenutek priča začetku tretje četrtine tekme 8. kroga tretje slovenske košarkarske lige v skupini za prvaka med Troti domačo ekipo in pa Postojno. Troti po dveh četrtinah vodijo 42 proti 25 in so sedaj tudi v napadu. Lepo črt, Risti sedaj proti obroču, nad njim pa osebna napaka. Boris Čretnik jo je naredil, to je njegova tretja ali celo druga, ne, tretja osebna napaka je to Luke Vadnova. Tako so pokazali sodniki. Črt, Ristič pa ob svojih 13 točkah 3 trojke zadev na voljo, 2 prosta meta. Prvega je uspešno zadev, 14 točka tega košarkarja, najboljšega strelca domače ekipe žoltastih Trotov. Počakajmo še tale drugi prosti met, tudi tega je Črt zadev, 15. točka tega košarkarja, sicer pa po prvem polčasu pri Novomeščanih tako, Šteblaj 2 točki, Črt, Ristič 13, dodal je 2 še sedaj v tretji četrtini, skupaj 15, pa potem 5 točk Janca, 8 točk Derlinga, 4 točke Bojana Krivca, ki je tudi kapetan novomeške ekipe, pa potem 6 točk Simona Gorenca, 2 točki pa Žige Verbiča in Veldina Aličiča. Pri Postojnčanih največ 6 točk Boris Čretnik, potem pa 4 točke Gabriela, 1 točka Čandžije, 3 točke Vadnova, 2 točki Šantla, še en koš, še 1 trojka sedajle, mislim, da tako je, Rističa, 18. točka, njegova 4. trojka, 47 proti 25, pa je izid v korist Novomeščanov, 22 točk prednosti novomeške ekipe. V tem trenutku lepa poteza tam Rističa po poskusi podaje proti Jancu, vendar so vmes posredovali košarkarji Postojne, potem pa je Bojan Krivec prekinil tale postojnski polproti napad, izbil žogo v out in Postojnčani, natančneje Jure Mišič, bo tole žogo poslal oziroma jo je že v igro. Tam sedaj na levi strani poskuša najti prostega soigralca, kar je tudi uspelo Luki Vadnovu. Žogo je dal do Renkota, leta je zgrešil met, potem pa osebna napaka v napadu. Renko dobil je svojo drugo osebno napako, sicer pa tudi druga osebna napaka Postojne v tej tretji četrtini. Ristič vodi nov napad novomeške ekipe v tej tretji četrtini pri izidu 47 proti 25, no seveda lepo in spodobi se, da tudi v nadaljevanju še kakšno rečemo v sami zgodovini novomeške ekipe. Tukaj ob meni je nekdanji predsednik kluba Luka Medle. Luka, lepo zdrav. Živam. Luka, kdaj se pravzaprav vse skupaj začelo z Troti, z ekipo Trotom? Kam sega ta zgodovina igranja v novomeški rekreacijski ligi? Zgodovina sega v leto 2008, takrat smo z nekaj fanti končali svoje poti pri košarkarskem klubu Krka, ko smo se odločili, da bi seveda še naprej igrali radi košarko in zato smo tudi ustanovili tole ekipco. Tako da leta 2009 pa smo začeli z aktivnim igranjem v rekreativni novomeški ligi. Pravzaprav takrat se je začelo in kdaj ter zakaj ideja za vstop v slovensko košarkarsko ligo? Takrat 3 leta nazaj v četrto. Pa mislim, da je kar nekaj cajta tlela tale ideja v nas. Vsako leto smo malo rastli, vsako leto smo organizacijsko bili malo boljši in smo rekli, zakaj pa naj bi še naredili en korak več. Počutili smo se sposobne in tako je pač prišla tudi ideja, da s tem, ko smo dobili še
dobre podpornike, s tem mislim predvsem Matjaža Smodiša in seveda Roletarstvo in Začila Medle, da so vsi pogoji, da lahko stopimo tudi v to zgodbo z, se pravi, vsemi profesionalno košarko. Sama odločitev, sama zgodba je bila pravilna. Zgodba se lepo piše, še lepše bere in kaj si človek želi, kot da bi le tako naprej. Praktično, ko rečemo, ne le, da ste na pragu, ampak na široko ste si že odprli vrata druge slovenske košarkarske lige. Prvo in drugo mesto v skupini za prvaka vodi v to drugo slovensko košarkarsko ligo in to, ki ste praktično noter. Tekma danes, ne bom rekel, da je dobljena, ampak plus 20. Treba počakati do konca, plus še 2 kroga, ampak realno ste v drugi slovenski košarkarski ligi. Se pravi, če danes zmagamo, smo v bistvu že v drugi ligi, se pravi, smo vsaj drugi. Tudi naslednji teden igrajo druga in tretja vrščena med seboj, tako da smo še tam dobili 1 točko. In mislim, da s takole igro, mislim, da si zaslužimo. V zadnjem krogu boste prav v Trnjavi Livada igrali proti Slovanu, proti tekmecu, ki je dolgo časa povzročal sive lase, zeleno-beli novomeški ekipi Krke. Ja, je res. Bo ena posebna tekma. Seveda vsi vemo, kaj pomeni Slovan v slovenski košarki. So se zdaj v malo težjih časih, ampak mislim, da tudi oni počasi stavljajo ekipo nazaj. Če ne letos, bodo pa mogoče drugo leto še močnejši. Slovanom ste letos že odigrali 1 tekmo, takrat je bila Krka, ne Krka, takrat so bili Troti boljši. Je res. Mislim, da bi mogli tudi v zadnjem krogu to ponoviti. V 19 tekmah zgolj 2 poraza, 1 v rednem delu proti Gorenji vasi, ki ste potem v domači dvorani dobesedno spravili na kolena in pa v prejšnjem krogu proti Hrastniku. Tako je, ja. Zdaj Gorenja vas, mogoče malo nepričakovan poraz. Je pa res, da tudi nismo imeli v celotni, mislim, v polni zasedbi. Zadnja tekma proti Hrastniku pač je bila pa taka, ta prava ligaška in Hrastnik se zaslužil zmago, čeprav smo bili do zadnje sekunde v bistvu blizu in smo imeli tudi žogo za zmago. Kaj pravzaprav za ekipo, za vas, za klub pomeni igranje v drugi slovenski košarkarski ligi? Že Matjaž Smodiš je dejal, če ne drugo, potrebno bo marsikaj spremeniti v organizaciji, potrebno bo dobiti še kakšnega sponzorja. Druga slovenska košarkarska liga praktično potegne še enkrat toliko sredstev kot tretja. Ja, sigurno. Ja. Kot prvo, kakšne dodatne podpornike, kot drugo pa še bolj trdo prijeti za delo, se zorganizirati. Sigurno bo veliko več dela, kot sposobni tudi v drugi ligi normalno funkcionirati naprej. Rekli ste še bolj trdo prijeti za delo, za igrati oziroma trenirati in vse skupaj bolj resno. Trener je vaš soimenjak Luka Mitak, ki je skupaj z vami igral za Trote tudi v rekreacijski ligi. Oziroma je bil trener že takrat. No, videli smo ga tudi na parketu. Je zadovoljen s to ekipo, je zadovoljen z odnosom igralcev tako na treningih kot na tekmah? Jaz mislim, da je. No. Seveda druga liga spet pomeni en preskok, verjetno še malo več resnosti. Tudi s strani igralcev se pravi, da res tisto 3-krat na teden, da se trenira, da se ekipa uigrava. Tekme bodo vse težje, zato bo treba biti dobro uigran in biti vsako tekmo 100% pripravljen. Ste pa odločeni, z uvrstitvijo v drugo ligo boste v drugi ligi nastopili? Jaz mislim, da smo odločeni v glavah, zdaj bomo še videli, če se tudi vsi ostali dejavniki poklopijo in mislim, da je to. Luka, hvala lepa za tale pogovor, veliko uspeha vam in vaši ekipi in seveda držimo pesti. Kot sem že dejal, ni vprašanje, ali se uvrstiti v drugo ligo, ampak naslednjo sezono čim bolje nastopati v drugi ligi. Najlepša hvala. Hvala lepa torej Luki Medletu za tale pogovor. Luka Medle, ki je bil predsednik kluba, njegovo vlogo je potem prevzel Nejc Župevc in hkrati so si fantje lepo porazdelili te funkcije, da samo delo kluba in po organizacijski in pa igralski plati nemoteno teče naprej. Nov prekršek postojnskih košarkarjev nad ekipo Trotov, 2 prosta meta bosta to za Matica Janca. Pri 5 točkah je v prejšnjem izvajanju prostih metov Matic žal ni bil uspešen, tokrat že v prvo, njegova 6. točka je to, sicer pa izid 48-29 za Novomeščane, 19 in sedaj le 20 točk prednosti Trotov, kajti Matic Janc je zadev še 7. točko oziroma drugi prosti met.
Matic Janc, 195 cm visoki košarkar, ki je sedaj le še enkrat odvzel žogo Postojnčanom, pa potem hitro do Rističa. Ristič vrača krivcu tam na vrh rakete, da se bodo organizirali, pripravili nov napad novomeški košarkari. Žal žoga ni šla skozi obroč, ampak tudi Postojnčani ne ravno natančni, ne ravno uspešni. Žoga jim je ušla z igrišča in to bo novih 24 sekund za Novomeščane, za košarkarje žoltastih trotov. Tam se je najprej na linijo avta postavil Krivec, potem se je hitro odmaknil Rističu, vendar Ristič je hitro našel krivca, ko Postojnčani niso imeli postavljene obrambe in novi 2 točki za Novomeščane pri izidu 51-29. Bojan Krivec je pri svojih 6 točkah, Mišič pa je za Postojno zadel svojo 9. točko pri izidu 51-31. Pa spet dobro v skoku Novomeščani. Luka Derling je dobil to odbito žogo, potem pa hitro podaja do črta na linijo za 3 točke. Žal tokrat žoga ni šla skozi obroč. Črt Ristič očaja pri svojih 4 točkah oziroma 4 trojkah in skupaj 18 točkah, 51-31, pa še en neuspešen napad postojnskih košarkarjev, ki so kot nekako dobi človek občutek sedaj le potem, ko praktično v obrambi ne igrajo več tako trdo, saj na trenutke že nekako vrgli puško v koruzo in priznali premoč novomeške ekipe. Lepo tam Krivec daje žogo do Derlinga. Derling je potem našel tam samega Verbiča, ki je poskušal z metom za 3 točke, ni zadel, vendar so odbito žogo dobili Novomeščani. Ampak so Postojnčani posegli vmes, ob tem pa osebna napaka Črta Rističa, njegova druga osebna napaka. Menjava pri ekipi trotov, na klop gre Matic Janc, namesto njega pa v igli Bor Šteblaj. Bor pri 2 točkah na današnji tekmi. Le Nejc Šteblaj in pa Benjamin Derling danes nista zadela iz igre do tega trenutka. Tam poskus za 3 točke postojnskih košarkarjev. Milosavljević je poskušal, ostaja pri svojih 4 točkah, izid pa še vedno 51-31 za trote. Tako ena kot druga ekipa pa so v tej tretji četrtini že izpolnili bonus 4 osebnih napak. Nekaj več kot 3 minute pa še do konca tega tretjega dela igre. Za 3 točke je tam poskušal Žiga Verbič, ni zadev, potem pa v boju za to žogo osebna napaka nad Luko Derlingov. Milosavljević je dobil svojo 3. osebno napako. Ob Luki Vadnovu je Milosavljević, drugi košarkar Postojne s 3 osebnimi napakami. Pri Novomeščanih ima 3 osebne napake. Luka Derling, prav ta košarkar, ki je sedaj le na liniji prostih metov. Prvi prosti met Luka Derling ni zadev, ostaja pri svojih 8 točkah. Postojna je izpolnila bonus, no, Novomeščani troti pa so na samem robu tega. 3 osebne oziroma 4 osebne napake, naslednja se bo že štela z izpolnjenim bonusom. No, Luka Derling 9. točka, zadev je en prosti met od 2-52-31, vodijo troti, potem pa lep prodor, korak nazaj in koš za Gabriela. 6 točk tega košarkarja. Izid 52-33 plus 19 je tole sedaj le za novomeško ekipo, ki je v napadu, tam je do žoge prišel na desni strani Bojan Krivec, ki prerasporeja svoje soigralce, lepo je dal tam do Derlinga pod, lahko rečemo, sam obroč. Luka Derling 11. točka, 54-33 pa je izid v korist Novomeščanov. Luka Derling 197 cm visoki košarkar, 3. po višini, lahko rečemo, kajti Nejc Šteblaj in pa Bor Šteblaj sta nekoliko viša. Nejc točno 2 metra, no Bor pa 199 cm. Dobro ponovno Novomeščani v obrambi, odvzeli so tole žogo Postojnčanom, potem pa v tistem hitrem pol proti napadu ni ratalo Novomeščanom priti pod obroč. Postojnčani so naredili osebno napako, še 3. košarkar s 3 osebnimi napakami pri Postojni, to je Jakob Renko.
in 2 prosta meta za Luko Derlinga, ki ima priložnost, da svojo statistiko 11 zadetih metov še popravi. Prvi prosti met tudi tokrat Luka Derling ni zadel. 11 točk tega košarkarja, na voljo pa ima še en prosti met. Ja, v drugo pa vendarle skozi obroč 12. točka Luke Derlinge, 55 proti 33, vodijo Troti 2 minuti pred koncem tretje četrtine. Do tega trenutka pri Novomeščanih najnatančnejši Črt Ristić z 18 točkami, dosegal je 4 trojke, pri Postojnčanih največ 9 točk Luka Mišič. Potem pa v hitrem protinapadu novi 2 točki novomeških košarkarjev. Lepo je Krivec tam zaposlil Luko Derlinga, 14. točka tega košarkarja, ki je s polaganjem zaključil tole akcijo in minuta odmora na zahtevo Postojne in njihovega trenerja Miloviča. Kot rečeno, Milovič je 2 sezoni, ne sicer polni, reševal novomeško Krko in nekako je to tisti trener, ki ga ne malo kdaj poiščejo ekipe, ko v bistvu gre po domače rečeno vse rakom žvižgat, ampak Milović se je kar nekajkrat izkazal, tako tudi v Novem mestu, no sedaj pa na klopi Postojne vodi te mlade košarkarje. Sam je dejal, da so danes v Novo mesto prišli le 4 igralcev, ki so tudi igrali za njih in da nekako kaj več kot častnega poraza tukaj v trdnjavi Livada danes ne pričakuje, kar se seveda tudi uresničuje, saj je dobro minuto in pol pred koncem tretje četrtine izid 57 proti 33 za domačo ekipo žoltastih Trotov ali po domače mali rumeni klub novomeške košarke. Postojnčani gredo sedaj le v nov napad preko Nina Gabriela, ki prerasporeja sedaj le svoje soigralce, tam podaja na desno stran najprej do Šantlja, Šantelj pa do Renkota, ki pa potem ni poslal uporabne žoge do svojih soigralcev, natančneje do Čretnika, žoga mu je ušla v out in Troti imajo novih 24 sekund za napad v tej tretji četrtini. Aličić je bil za trenutek pri žogi, potem pa podaja oziroma met na samo obroč. Neuspešen je bil tam Bor Šteblaj v skoku oziroma preskočili so ga Postojnčani, ki so si priborili tole žoge in organizirajo nov napad. Tam poskus za 3 točke, tokrat ponovno neuspešno. Jakob Renko, ki je zgrešil, ostaja še brez vknjiženega koša na današnji tekmi. Začela pa se je zadnja minuta v tej tretji četrtini s plus 24 za novomeško Krko, 57 proti 33 je izid za Novomeščane, ki pa snujejo oziroma pripravljajo nov napad. Redling je bil tam za trenutek, oziroma Derling je bil za trenutek pri žogi, potem so mu jo Postojnčani odvzeli z lepo obrambo izza hrbta, pa tudi oni zelo, zelo nenatančni v napadih, tako da lahko Novomeščani celo na trenutek nekako po domače rečeno oddahnejo, saj Postojnčani niso ravno strelsko najbolj razpoloženi. Pa sedaj le poskus za 3 točke, tam Veldina Aličića ni dobil oziroma ni zadev, potem pa dobil to odbito žogo in Bojan Krivec organizira nov napad, lepo je nakazal, da gre proti obroču, potem pa podaja do Bora Šteblaja in nekako so Novomeščani za trenutek pozabili pogledati na uro, kajti iztekla se je tretja četrtina, 57 proti 33 pa je izid za žoltaste Trote. Po 3 četrtinah 18 točk Črta Ristića in pa 14 točk Luke Derlinga, to sta oba najboljša strelca pri Novomeščanih, pri Postojnčanih pa najnatančnejši z 9 točkami. Jure Mišić, 6 sta jih dodala Boris Čretnik in pa Nini Gabriel. Ko se bo začela zadnja četrta odločilna četrtina, pa se iz dvorane športnega centra na Livadi ponovno slišimo.
se vzame, da te pele na Bahame. Kakšne drame, ti si spet pozabila name. Res ne vem, kva mi manjka. Mogoče barka, mogoče banka. Dva nova avta, vila in bazen. Ona je fenomen, hoče bit nehen. Samo na noči z mano, prav da nisem zanj. Ona noči z mano. Pejva na kavo, vzem si ga lagano. Samo na noči z mano, prav da nisem zanj. Ona noči z mano. Pejva na kavo, vzem si ga lagano. Zaradi tebe več ne jem, zaradi tebe več ne spim. Čekiram te na snapu in na fejsu te sledim. Ne vem, kva ne naredim, da dobim te zase. Temperatura raste, ti si punca prve klase. Tebi je super fant ti dal ta ključe. Ko se pržgejo lučke, teb se zasvetijo učke. Verjem, bolj bi se svetle, če bi bila z mano. Sedela na balkonu in skupaj jedla sarmo. Te ljubi, kar bi hotla, ne bi te pustil samo. Na v dušu tvojega potra in očaru tvojo mamo. Da bi pelu na sprehod, probiti horoskop. Sorožece v šop, non stop, ljubi top. Ne bi te sekiral, vsak večer bi te maseru. Skozi bi sam treniral, ne bi vidla me na peru. Čist bi se umeru in ne bi ti zameru. Če zaradi Začetek zadnje četrtine. Proti Postojni 57-30, torej Gruške 20. Zadnji 10 minut igre. V zadnjem delu današnje oziroma nocojšnje športne košarkarske predstave v športnem parku, v športnem centru Livada med Troti in pa Postojno. Zadnjih 10 minut s plus 24 začenjajo košarkarji žoltastih Trotov in najbrž bomo v teh zadnjih 10 minutah imeli priložnost ob spremljanju samega dogodka in pa seveda angažmaju medijskega krožka šolskega centra iz Novega mesta, da so pripravili ta prenos, veliko tudi časa za sam klepet o samem dogodku. Ob meni ponovno Matjaž Smodiš, ki je v vlogi športnega direktorja, to Matjaž v uvodu nisva povedala, športnega društva oziroma košarkarskega kluba Žoltasti Troti. Gledamo lepo košarkarsko predstavo. Naša ekipa se ni ustavila kljub visokemu moštvu. Bilo je nekaj nihanj tam v drugi četrtini, pa kljub temu imam občutek, da že praktično celo tretjo četrtino Postojnčani prekleto dobro vedo, da danes tukaj v trdnjavi Livada ne bodo uspeli. Nimajo kaj iskati, ne? No, lepo je, da so prišli vedno dobrodošli, ampak uspeti pa vendarle ne morejo, ne? Ja, očitno smo dovolj angažirani in kot se kaže, bomo zadržali tole koncentracijo do konca. Moram reči, da Postojna danes žal ni dostojen nasprotnik, ampak verjetno tako, kot smo že prej omenila, primanjkljaj nekega realnega rezultatskega naboja je verjetno potreboval k temu, da so tako slabo začeli to prvo četrtino, vedoč, da v nobeni teoriji se več ne morejo umešati v boj za uvrstitev v drugo ligo. Nam pa je po tisti prvi četrtini očitno pač igra stekla oziroma smo nekako zadržali to prednost, tako da zaenkrat vse dobro kaže in smo na pravi poti. Proti Postojni, v Postojni med Troti in Postojno izid 66-52, zgolj 52 točk novomeške oziroma 66 točk Trotov in pa 52 točk Postojne. Bistveno manjša razlika. Kaj se je takrat dogajalo v Postojni? Ja, prvi del tekmovanja, ko še ne poznaš nasprotnika in greš na gostovanje, sigurno težje odigraš srečanje. Danes pa, ko veš, s kom se soočaš, ko nasprotnika že poznaš, pa igraš doma, velika razlika na teh nižjih ligah. To je nekako bilo prisotno v četrti ligi in je letos tudi v tretji. Tako da bom rekel, čist normalne stvari. Je pa res, da smo lahko z rezultatom omejitve domačina na 52 točk v Postojni zelo zadovoljni, se pravi dobra obrambna tekma. Če se poigramo še malo številkami, obe tekmi, ki ste jih izgubili v letošnjem prvenstvu, ste prišli do istega izkupička točk, mislim do 68, ne? Ja, bom rekel, slabša obrambna predstava, nasprotnik nam je dal 86 točk in očitno takrat, kadar dovolimo nasprotniku, da nam da 80 ali več točk, imamo velike težave in mislim, da to je bil glavni razlog, da smo obe tekmi na gostovanju tudi izgubili.
Matjaž, poglejte, z današnjo zmago proti Postojni, počakajva seveda do konca tekme, da bo zadeva uradno, praktično, glede na to, da v naslednjem krogu se med seboj pomerita Kalcitin pa Hrastnik, ni tudi skoraj da teoretičnih možnosti, da se z morebitnim drugim mestom Troti ne bi uvrstili v drugo ligo. Že sam Luka Medle je dejal, če se uvrstimo, bomo zaigrali. Ja, sej zadeva je zelo jasna. Z današnjo zmago praktično odpremo vrata druge lige in to nekako postane tudi uradno. Vse ne treba počakati še vse ostala srečanja, ampak več ali manj bo zadeva jasna po teh 6 minutah. Sigurno želja je odigrati v tej drugi ligi. Res organizacijsko bomo poskušali narediti vse, tudi zbrati ta sredstva omenjena, ki so nekako v tem trenutku največji problem, potem se ukvarjati s kadrom, strokovnostjo, tekmovalnostjo, nabrati dovolj dobrih, kvalitetnih igralcev, biti konkurenčni in tako naprej. Sigurno si fantje to zaslužijo, okolje si to zasluži, tudi športni center Livada si to zasluži. Mogoče bojo sedeži malo problem, ampak verjamem, da se bo tudi to dalo urediti v nekih pogovorih, dogovorih s Košarkarsko zvezo. Verjamem, da bo še več ljudi prihajalo na tekme. Konec koncev, zakaj ne, tudi neko sodelovanje s Krko, kot že omenjeno, tako da, kot sem rekel, čakajo nas sladki problemi, izzivi praktično, ne problemi. In v bistvu same lepe stvari. Dejal ste, sedeži bodo problem. Tudi v športu dvorano Marov smo svoj čas seboj nosili ribiške sedeže, da smo lahko spremljali tekme. No, dobro, od tistih časov nekega zlatega obdobja športne dvorane Marov smo še daleč. Lepo pa, da nas že danes primerjaš s tisto prelepo zgodbo pred toliko in tolikimi leti. Se bomo potrudili maksimalno sedeži, bojo pa vseeno ribiški sedeži dovoljeni, neuradno, da kdo si ogleda tudi tekmo v drugi ligi, potencialni. Nekaj trenutkov nazaj sva videla prvo trojko Bora Šteblaja, skupaj 5 trojk novomeške ekipe, od tega jih je kar 4 prispeval Črt Ristić. Strelsko danes ponovno izredno razpoložen, 18 točk že, da ostaja še naprej na prvem mestu najstrelca. Ja, kot rečeno, Črt je goal-getter oziroma glavni strelec, Bojan je glava in motor ekipe, ostali pa se odlično vklopijo v to zgodbo. Če že omenjamo Bora Šteblaja, sigurno je ena velika pridobitev za nas, lani še mladinec košarkarskega kluba Krka, letos pa eden, bom rekel, pomembnih članov naše zgodbe in smo zelo zadovoljni z njegovim pristopom in borbenostjo. Veseli nas, da se je našel v tem okolju in da lahko na njega računamo tudi v prihodnosti. Matjaž, zvezdniki, tuja imena, igralci od drugod, pa čeprav če so zveneča imena, privabijo na tekme gledalce zgolj na kratek čas. Na tekmo privabijo domači kvalitetni košarkarji. Boste tudi za drugo ligo iskali igralce v domačem okolju, novomeškem okolju? Ja, definitivno. Mislim, da moramo ustrajati pri tem nekem družinskem vzdušju, lokalnem družinskem vzdušju. Tako kot sem že rekel, mislim, da imamo dovolj kvalitetnih šolanih igralcev trenutno v klubu in, bom rekel, v bližnji okolici, se pravi na Dolenjskem. Tako da definitivno ne razmišljamo o nekih nakupih oziroma o tem, da bi pripeljali tujce oziroma ne Dolence. Na ta način tudi lažje napolnimo dvorano, sigurno je lažje oziroma lepše priti pogledati svojega sorodnika na tekmo, se pravi, da pridejo ožji družinski člani in to je to vzdušje, ki ga želimo vzdrževati tudi naprej, ne glede na to, v kateri ligi bomo igrali. Imate potencial morda, da bi, če ne že naslednjo, pa čez 2 sezoni, kakšen iz mlajših pogonov zagral za prvo ekipo od Trotov? Ja, sej Veldin Aličić je član mladinskega pogona Trotov in je v bistvu stalni član prve ekipe že zadnje 2, da ne rečem vse 3 leta. Vsako bodočo sezono bomo vključevali mlade in iskali minute za njih, priložnosti, ko se bojo lahko kalili. Tako da je to usmeritev kluba, da se vključujejo mladi igralci. Veldin Aličić, eden najmlajših igralcev v ekipi.
letnik 99, torej 19 let star košarkar, ob njemu zanimivo, isti letnik tudi Bordelius, Brežnjak, govorim kompletni seznam, nabor igralcev, ki tudi danes niso na parketu, pa potem Kastelic, veliko mladih igralcev, le leto manj Bor Šteblaj, pa 2 leti manj Žiga Verbič. Ja, na mladih stoji prihodnost, se pravi, dokler nam bosta Črt in Bojan takole vodila orkester oziroma bila za zgled, mislim, da se vsi ti mladi lahko od njih učijo in potem v bližnji, da ne rečem daljni prihodnosti, postanejo nosilci kluba. Kakšna pa je pravzaprav, to pa še nisva danes dejala, vizija ekipe Žoltastih trotov? Ja, vizija je postaviti mladinski pogon, se pravi, letos imamo kadete in mladince v 19 in v 17, naslednji sezoni želimo dodati v 15 in v 13, kar tudi bomo, in v bistvu iz svojih vrst črpati kader za člansko ekipo, zmeraj imeti 2, 3 ali celo 4 mesta, če bojo mladi igralci sposobni odigrati za člane, pripravljene za te mlade, se pravi, delo na dolgi rok, in na ta način tudi obstoj kluba na dolgi rok. In to je to. Strokovnega kadra imate dovolj? Misliš na trenerje? Seveda. Zaenkrat ja. Zmeraj se, bom rekel, lahko še najde kdo, oziroma bo kdo dobrodošel, da se priključi zgodbi, pa da ima strokovnega kadra nikoli dovolj, ampak zaenkrat stvari so pokrite tako, kot morajo biti. Tudi za naslednjo sezono ob dodatku 2 novih mlajših selekcij nam zaenkrat dobro kaže v pogovorih z trenerji. Ste, lahko rečemo, dobro uveljavljeno ime, ne le slovenske, lahko rečemo svetovne košarke. Lahko na ta način pritegnete kakšnega sodelavca, spet ne bom dejal, da bi iskali po tujini, ampak Dolenjca, Novomeščana, ki ni v Novem mestu, pa bi se morda vrnil. Mogoče, nikoli ne veš. Nekateri veterani prve slovenske lige in državni reprezentanti bodo verjetno v kratkem končali svoje kariere. Mogoče pa uspemo prepričati, da na koš vržejo še za mali rumeni klub v Novem mestu. Pa morda potem tudi kot kakšni trenerji ali pa drugi strokovni delavci ostajajo povezani s klubom. Zakaj pa ne? Če se bojo videli potem, ko bodo dobro metali na koš. Ja, definitivno. Če se bojo videli v naši zgodbi, zakaj pa ne? Kakorkoli moram priznati, da sam nisem res natančno spremljal dogajanja v tretji slovenski košarkarski ligi. Spremljal sem zgolj rezultatsko same žoltaste trote, tako da sem vedel, da so pri samem vrhu, da dobro igrajo, da gojijo pravi košarkarski duh. Je morda, glede na to, da sva sedaj tekmo pustila ob strani in tudi sam rezultat ni sporen. Ja, zadeve tečejo tako, kot morajo, ne? Zato smo se to lahko prepuščili. Bi morda klub, kot so Žoltasti troti, pa poglejva 5, 6, 7 let nazaj, prevzel vodilno vlogo v Novem mestu, kar se tiče košarke? Ne verjamem. Ali to tudi ni želja v tej trenutku? Ne, mislim, da bomo mi vedno opcija B, razen če ne pride do neke drastične spremembe, bom rekel, pri sami firmi Krke oziroma sponzorjev in tako naprej, in da pride do razpada velikega zelenega kluba, kar pa ne verjamem, da se bo zgodilo. Moramo biti realisti, mislim, da bomo vedno opcija B oziroma klub, ki bo predvsem slonel na tem, da vzgaja lokalni kader oziroma daje priložnost lokalnim igralcem, ki mogoče ne dobijo priložnosti v Krki oziroma so produkt našega mladinskega sistema oziroma pogona. Da bi pa prevzeli primat, pa mislim, da je nerealno in tudi v eni strani neumno razmišljati v to smer. Minuta 22 pred koncem tekme, 68-45 plus 23 za žoltaste trote, plus ob tem pa še 2 prosta meta za Matica Janca. Ja, kot vse kaže, Postojna spet ne bo dosegla več kot 52 točk. In vse kaže spet na eno odlično obrambno predstavo trotov. No, Matic Janc sedaj le zadel oba prosta meta, medtem ko je bil v prejšnjih izvajanjih polovično uspešen, tako da je pri svojih 9 točkah, prednost trotov pa že na 25 točkah. Veliko tekem so troti dobili s tako razliko, ne glede na nasprotnika.
Ja, res je. Tako kot sem rekel, ko nam nekako steče v obrambi, oziroma ko zapremo vrata na svoji obrambni polovici, potem veliko lažje igramo v napadu. Očitno imamo dost talenta oziroma dost točk v rokah, da lahko dosegamo 70, 80, včasih tudi 90 točk, kar je očitno kvaliteta, katera ostale ekipe težko spremljajo oziroma parirajo. Malo je takih ekip. Sedaj pa čisto tako vprašanje. Kaj bi se zgodilo, da v primeru Ristić in pa Krivec ostaneta na klopi? So igralci, ki bi prevzeli njugo vlogo v tem trenutku? Imena te zanimajo? Ne, če obstajajo igralci, ki bi prevzeli pobudo in pa njuno vlogo na parketu, da bi potegnili, da bi morda na enak način odigrali proti Postojni, kot danes gledamo tole tekmo. Malo verjetno, malo verjetno. Mislim, da v tem trenutku nihče, ne Aličić, ne Verbič, ne Kovač, ne Gorenc, niti Derling niso tukaj izkušeni oziroma sposobni nositi, bom rekel, odgovornosti na take pomembne tekme, ki je na papirju nepomembna, nezanimiva in avtomatska, da je boš zmagal, po drugi strani pa vseeno treba iti na igrišče in 40 minut odigrati. Tako da mislim, da brez dveh takih veteranov res to nemogoče. 21. točka v tem trenutku črta Ristića, njegova 5. trojka, sicer skupaj 6 trojk žoltastih trotov na današnji tekme. Pol minute pred koncem, visoka prednost, bližamo se 30-ici trotov proti Postojni. Tudi Postojnčanom najbrž je vse padlo, čakajo na tisti zaključni pisk sirene. Ampak kot ste dejali, nepomembna tekma proti bistveno slabšemu nasprotniku. Fantje so vzeli tekmo zelo, zelo resno. Že danes odločiti vstop v drugo ligo. No, definitivno. Jaz se popolnoma strinjam, da je pristop bil pravi in da smo naredili tisto, kar smo si želeli. In ko je Postojna to začutila, je bilo praktično tekme konec. Torej, iskrene čestitke vsem Protom in hvala lepa, fantje. Matjaž, hvala lepa tudi tebi, tudi vam za to sodelovanje v današnjem spletnem prenosu. Mi pa pogledamo še enkrat, kako je strelci pri Novomeščanih pri žoltastih trojkih. 21 točk črt, Ristić od čega kar 5 trojk, 16 točk je dodal Luka Derling, 7 pa, oziroma 9 pa potem Matic Janc, to so najboljši trije. Pri Postojni 11 točk Jureta Mišiča in pa 10 točk Borisa Čereknika. Vidimo že pri sami statistiki oziroma pri doseženih končnih na posameznega igralca bistveno razliko in končni izid 73-46 za Novomeščane in s tem 3 kroge oziroma 2 kroga pred koncem lige za prvaka v 3. slovenski košarkarski ligi so žoltasti troti že v drugi. Poglejmo še rezultat po četrtinah. Po prvi četrtini so žoltasti troti vodili 28-6, o polčasu je bilo 42-25, na koncu tretje četrtine 57-33 in pa na koncu tekme 73-46, 27 točk prednosti novomeške ekipe žoltastih trotov proti Postojni, tako da troti ne glede na razplet preostalih tekem še naprej ostajajo na prvem mestu lige oziroma skupine lige za prvaka. Danes še tekme Gorenjeva s Krško, pa Nova Gorica Mladi Bistrica ter Calcit Basket Slovan ter Tolmin Hrastnik in pa Litija Enos Jesenice. Govorimo o vseh tekmah na današnji dan, v vseh 4 skupinah tretje lige, se pravi skupini za prvaka, potem 2 skupini za razvrstitev za sredino lestvice in pa 4. skupina obstanek v tretji ligi. V naslednjem krogu se bosta med seboj poverila Calcit in pa Hrastnik. No, novomeška ekipa žoltastih trotov bo potovala v Tolmin 14. aprila bo ta tekma, potem pa čez 14 dni 21. aprila še tekma proti Slovanu tukaj v Trdnjavi Livada, ki v letošnji sezoni niti enkrat ni padla. Prepričan sem, da bo tako tudi čez 14 dni. Hvala lepa, da ste nas spremljali, da ste držali pesti za naše fante in pa seveda tudi športno, pa čeprav pred računalniki uspodbujali dogajanje na parketu. Hvala pa tudi medijskemu krožku šolskega centra Novo mesto, ki je pripravil ta današnji prenos. Srečno!